In sicer 4. točka je delno korenjenje. Na primer, če imamo koren 50. Če bi to vključili v kalkulator, bi korenili, ne bi dobili cele številke. Se pravi, ne bi mogli zračunati. Ampak vsekakor se pa da del te številke, del 50-ke, zračunati. In kaj naredimo? Da delno korenimo eno številko, jo moramo razbiti na eno tako, ki se da koreniti, pa na eno tako pač, ki ostane od tiste, ne, ki se ne bi dala koreniti. In če pogledamo zdaj koren 50, lahko 50 zapišemo v obliki faktorja kot 25 krat 2. Katera izmed teh dveh števil se da koreniti zdaj tukaj, ne? Ja, malo sem jo že namignila, ker je rdeča, ne. 25. In koliko bi lahko dobili, da bi samo koren bil na 25? Ja, preprosto, ne, glih smo prej prevedeli pravilo, da če imamo produkt, lahko nesemo koren na 25 in lahko nesemo koren na 2. No, zdaj pa je v bistvu dilema manjša, a ne. Tule koren 25 lahko zapišemo, da je 5 in ostane nam koren 2. Vsi tisti, ki imate kalkulatorje s simbolnim računanjem, ne, vam tole avtomatsko naredijo, ne. Če date koren 50, dobite 5 koren 2. Zdaj pa tako, a ne. Na testih bo potreben postopek, zato da boste znali tudi, če slučajno ne nosite vedno teh kalkulatorjev z naravnim računanjem s sabo, a ne. Se pravi, delno korenjenje je pač taka stvar, da mi vzamemo eno številko, ki se sicer recimo ne da koreniti, ali pa dajmo reči 300, ne. 300 ne moramo koreniti. Lahko jo pa zapišemo kot eno številko, ki se da koreniti, in pa eno tako, ki ostane, ne. 300 je recimo 3 krat 100. Zdaj pa ta korak lahko v bistvu preskočimo, ampak samo zavedati se moramo, tole smo korenili, zato to nesemo pred koren. To je zdaj 10 koren 3. In smo delno korenili. Tako. Okej. To je delno korenjenje. No, potem pa tudi ulomke se da polepšati oziroma pokrajšati, če znamo jih urediti. In temu urejanju rečemo racionalizacija. Ulomkov, a ne. Jih naredimo bolj pametne. Z razumom. Na primer, 1 ulomljeno s koren 3. Kadarkoli imamo pol ulomke naprej za izračunati, je treba včasih narediti skupni imenovalec in potem se pojavijo ti koreni, ne, in je veliko težje. In tudi rezultati morajo biti lepši, a ne. In zdaj, če pogledamo 1 ulomljeno s koren 3. Kako bi mi naredili, da bi bil vsaj imenovalec brez korenov, ne? To je v bistvu racionalizacija. Racionalizacija je pač postopek, kjer iz imenovalca odpravimo korene. Ja, korena bi se znebili, če bi tukajle pomnožili z enakim korenom. Zakaj? Zato, ker ko bi dobili koren 3 krat koren 3, bi lahko rekli, to je koren 9, kar je 3, ne. In ulomek mora pa ostati enak pri tem početju, zato če smo napisali v imenovalec, moramo napisati tudi v števec. Ne, tako podobno, kot da bi razširili ulomek s tem, no, ne podobno, točno tako je, razširili smo ulomek s korenom iz 3. Okej? In kaj dobimo? Pomnožimo zdaj to. To je zdaj 1 krat koren 3, kar je koren 3. Tu je pa koren 3 krat koren 3. Rekli smo, če vam še to ne gre najboljše, če imamo produkt, lahko nesemo čez vse. Se pravi, koren nesemo čez vse, pa pomnožimo. To je koren 9. Koliko pa je koren 9? Koren 9 je pa 3. In uspeli smo iz imenovalca, smo odpravili ulomke, mislim korene, in to zdaj pomeni, da bomo lahko računali naprej, ali pa da bo vaša učiteljica matematike srečna, zato ker bo zelo lep rezultat. Če je to konec, kar morate delati s tem računom. Okej.
Poskusimo še mogoče eno. Recimo 5 krat koren 7. Ideja je popolnoma ista. Kaj moramo narediti zdaj tu? Odpraviti koren. S katerim korenom bi tole pomnožili, da bi se znebili tega korena 7? Ja, pomnožili bi s koren 7, ampak če smo pomnožili od spodaj v imenovalcu, moramo tudi od zgoraj v števcu, ne? Koren 7 in dobimo 5 krat koren 7, spodaj pa dobimo koren 49. To je 5 koren 7 ostane, spodaj dobimo pa 7. In je to urejeno. Mogoče še kako, ne vem, malo težjo. Recimo dajmo takole. 2 koren 3 krat koren 5. Zdaj, ko imamo tukaj še krat, če se kaj spremeni. V bistvu niti ne. Pogledamo, kjer koren imamo, ker je tukaj krat, je tako ali tako vseeno. In pomnožimo koren 5 krat koren 5 zgoraj. Dobimo 2 koren 5, spodaj dobimo pa 3 krat koren 25. Koren 25 damo na 5, je to 2 krat koren 5, ulomljeno s 3 krat koren 25. 5. Danes je že bil kar dolgi dan za mano, pa zgleda, se mi že malo pozna. Krat 5. In imamo zdaj 2 krat koren 5, ulomljeno s 15. Takole, ne? To je to. Če ste kdaj v dilemi, pa imate tak dober kalkulator, ne, lahko tole vnesete in si preverite rezultat. No, ostane nam pa še v bistvu en postopek racionalizacije, ko je mogoče malo težji. Najprej bi vas spomnila na tole. Glejte, če imamo a minus b pa a plus b, vas to na kaj spomni? Ja, dajmo odpraviti oklepaje. A krat a je a na kvadrat. A krat b je plus ab, minus b krat a je minus ab, pa minus b krat b je minus b kvadrat. Tale dva se odštejeta in dobimo a na kvadrat minus b na kvadrat. Pravi, to je ta formula, ne? Če imamo a na kvadrat minus b na kvadrat, potem je to isto kot produkt a minus b, a plus b. Tole nam bo prav prišlo zdajle v naslednjem razmišljanju. Namreč, na primer, če imamo primer 5 krat 1 minus koren 3. No, zdaj tule je pa že težje spraviti koren ven, ne? Kaj bi se zgodilo, če bi jaz pomnožila tega s korenom iz 3? Ja, vsekakor bi mogla tudi skoraj, ne? Pa da vidimo, kaj se zgodi. Zato, ker je to cel imenovalec, moram s korenom iz 3 pomnožiti in enko in trojko. In zgoraj dobim 5 krat koren 3, to je še kar normalno, ne? Spodaj dobim pa koren 3, enkrat koren 3, minus koren 9. Zgoraj prepišemo, spodaj nam pa ostane koren 3 minus 3. No in kaj se je zdaj zgodilo, ne? Še vedno imamo koren v imenovalcu. To pomeni, da ta naša klasična metoda, da pomnožimo s korenom, ne bo šla. In moramo zdaj uporabiti tole formulo, ne? No, pa poskusimo se tega primera lotiti drugače. Tole mislim, da je bilo 3, ne? Preveč, tako. S čim bi mi mogli pomnožiti, da bi tukajle dobili koren 3 na kvadrat? Lahko bi pa tudi dobili 1 tule na kvadrat, ne? To nam je vseeno. Zato, ker če to še kvadriramo, še vedno ne bo korena, če pa to kvadriramo, se bosta pa koren pa kvadrat izničila, ne? No, tole zelo spominja na tole, ne? Da imamo kvadrat minus kvadrat. Zdaj pa, tule, če opazite, je 1 minus koren 3 in to bi ustrezalo tejle v formuli. Zdaj pa bi mogli pomnožiti z drugim delom v tej formuli, to je pa tale a plus b. In res v bistvu ni nič težjega kot to, da če imamo tu 1 minus koren 3, potem tu pomnožimo z ravno nasprotnim izrazom pri korenu. Se pravi 1 minus koren 3 pa 1 plus koren 3.
Ampak, če smo pomnožili od spodaj, moramo pomnožiti tudi od zgoraj. No, in dobimo zdaj rezultat, se pravi, dobimo 5 krat 1 plus koren 3. Spodaj bom pa oba oklepaja napisala, pa da vidimo, da bo res, a ne. Okej. Pišemo, lahko tudi pomnožite, zdaj pa gremo vsakega z vsakim. 1 krat 1 je 1. 1 krat koren 3 je plus koren 3. Potem imamo minus koren 3 krat 1 je minus koren 3. Pa minus koren 3 plus koren 3 je minus koren 9. Tale in tale se odštejeta in dobimo 5, 1 plus koren 3. Pa vse skupaj vlomljeno z 1 minus, korena sta se nam odštela, koren 9 je pa 3. In kaj smo dobili je 5, 1 plus koren 3, polomljeno z 1 minus 3 je minus 2. Ni korena, ne? In to pa je že boljše. Okej. Poskusimo še eno tako, tole že imamo pripravljen račun, da se navadite. Oziroma tegale bomo kasneje. Bomo tegale zdaj. 2, 1 plus koren 5. Zakaj sem zbrala zdaj tukaj še plus? Zato, da vidite razliko, a ne. Prej je bil minus. Kateri izraz moramo pa zdaj dodati, da bomo dobili razliko kvadratov, ne? Se pravi, zdaj imamo plus in potrebujemo še minus. Tega damo v oklepaj in pomnožimo z 1 minus koren 5 tokrat, pa zgoraj, če smo spodaj, moramo tudi zgoraj. In dobimo. Prvi del ga zgoraj prepišemo, spodaj pa pomnožimo vsakega z vsakim. 1 plus koren 5 minus koren 5 in pa minus koren 25. Ta in ta se odštejeta in dobimo 1 minus 5 spodaj, zgoraj pa prepišemo 1 minus koren 5. In 2, 1 minus koren 5, polomljeno z minus 4. No, ker je to ulomek, lahko še to pokrajšamo, 2 pa 4 pokrajšamo in nam tu ostane minus 2. Se pravi, 1 minus koren 5, polomljeno z minus 2. Tako, in zdaj, če pogledamo, smo 5 takih postopkov za računanje s koreni spoznale, a ne, spoznali. In bomo videli, če bomo znali tudi to uporabiti v vajah. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!